Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo in tudi morda malo pokomentirati z mano, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. To seveda, če spremljate kasneje preko YouTubea. In seveda, če spremljate to kasneje, se ne pozabite naročiti na moj YouTube kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In kje smo mi zdaj ostali od včeraj? Danes je torek, 17. marec, in včeraj smo imeli kar lepo nadaljevanje rasti. Ampak po noči se je zgodil zdaj tale popravek. Tukaj smo mi na 15-minutnem časovnem intervalu pri Bitcoinu označili tole trend linijo, ki smo jo sicer izgubili, ampak trend se je v bistvu še nadaljeval naprej gor. Kar mene zanima je zdaj sledeče. No, tukaj ga imamo tudi na enournem časovnem intervalu. In trenutno še ni izgubljen, torej ta trend linija ostaja. Lahko bi jo šli testirati v kratkem. Zakaj? Trenutno namreč spremljam tale vrh, ki se nam je zgodil tukaj. In zelo zanimivo se mi zdi. Kakšen outcome mi lahko zdaj dobimo od tega, ker če mi zdaj naredimo tukaj ob testiranju tele meje nižji vrh, potem to lahko pomeni, da bomo preobrnili trend in padali naprej dol. Glede na enourni časovni interval imamo še tole trend linijo, ki bi jo lahko testirali. Recimo, da bi jo testirali tam nekje na 72.800. Potem je še ta druga opcija, lahko gremo še naprej gor in naredimo dvojni vrh. To je medvedji vzorec. Njegova neckline meja bi bila na tam nekje 74.000. Jo prebijemo in potem seveda bi bilo treba ponovno spremljati tole mejo, tole trend linijo, ki jo imamo tukaj. Kaj se je dogajalo še v zadnjem času? Kar nekaj stav na padec, tukaj smo jih imeli, ki so bile seveda s to ta zadnjo včerajšnjo rastjo eliminirane. Zdaj je pa malo nasprotna situacija. Sicer nismo še zgoraj v prekupljenem območju, ampak ljudje so ratali kar malo bolj pozitivni. Tako da, ja, to bo po mojem treba še malo počakati, da vidimo, kaj se nam bo zdaj razvilo tukaj iz te konsolidacije. Ali bomo mi dobili tale dvojni vrh, ali pa morda tudi nižji vrh, ki bi lahko signaliziral nadaljevanje padanja. Zdaj, za bike bi pa jaz seveda gledal, da mi prebijemo tale prejšnji vrh, kjer smo imeli tukaj mejo 75, dajmo reči, zaokrožiti 76.000, naredimo na njem podporo, odboj in seveda rastemo naprej gor do 78.000, kot smo omenili včeraj. Zdaj zanimive so tudi divergence, ki smo jih dobili tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu. Ja, tukaj imamo praktično vrhove na isti višini, če lahko to upoštevamo. No, najbolj očitna je tale na enournem časovnem intervalu. Tukaj smo imeli, bom malo približal, da bo boljše vidno, vrh in pa višji vrh, zelo očiten v gibanju cene, medtem ko na enournem časovnem intervalu smo naredili vrh in pa morda malo nižji vrh. Ampak dogaja se še nekaj.
tudi skrita bikovska divergenca, ki ponavadi namiguje na nadaljevanje rasti. In imamo dno, višje dno v gibanju cene, medtem ko RSI je pa naredil dno in pa nižje dno. Tako da zdaj, zelo zanimiva situacija, mi še vedno lahko tukaj zdaj dobimo odboj, lahko naredimo tudi kakšen višji vrh, ampak trenutno bi gledal to možnost dvojnega vrha in še enkrat z RSI-jem pridemo do tele linije tukaj zgoraj, kaj imamo 77, recimo, da pridemo tam nekje do 77. Tukaj vidimo na enournem časovnem intervalu ta indikator kaže, da so ljudje še včeraj večinoma stavili na padec, stop losse so imeli tam nekje na 74 000 in seveda so bili tudi takoj kaznovani. Zdaj so v bistvu iskali vrhove. Dajmo pogledati še likvidacijska območja. Kar je zelo zanimivo, mi smo pobrali praktično večino območij tukaj zgoraj. Sicer so se pojavila zdaj nova, na okoli 74 700, pa kaj imamo še tega, 75 000, ampak večina teh območij je zdaj tukaj spodaj, 73 400, 72 800 in pa 72 600. Dajmo pogledati tega, ta prvega 73 400, 73 400, to bi bilo tukaj nekje. Ja, to bi potem, če naredimo tukaj tale dvojni vrh, to bi potem lahko pomenilo tudi preboj te njegove možne, govorim možne zaradi tega, ker to je trenutno čista špekulacija. Bomo videli, če se bo to dejansko zdaj izvedlo. No, njegova možna neckline meja je tam nekje na 74 000, tako da to mejo v tem primeru bi bilo treba kar skrbno spremljati. Potem si poglejmo še Ethereum. Ethereum je kar lepo zrastel v zadnjem času. Tukaj imamo tudi 15-minutni časovni interval in tukaj enourni časovni interval. To bomo malo pobrisali, da nam ne bo smetilo grafa. Tukaj smo imeli tole skrito bikovsko divergenco, ki se je lepo izvedla. Tukaj je še vedno tole dvojno dno, od katerega smo dobili kar lepo rast. Potem ta trendline linija ni več bistvena. Zdaj, tudi pri Ethereumu je kar podobna situacija. Ljudje so čedalje bolj pozitivni, zadržujemo se na zgornjem območju, kar se tiče tega indikatorja, tako da je večina dolgih pozicij, ampak nismo pa še v prekupljenem območju. Tako da bo treba spremljati, če tudi pri Ethereumu naredimo tukaj dvojni vrh, ki je seveda medvedji vzorec. In če bodo ratali preveč pozitivni tukaj zgoraj na tem vrhu, potem bi to lahko pomenilo preobrat in pa seveda zlom tele neckline meje na okoli 2300. Torej, Ethereum bi jo imel na okoli 2300, tako da jo bom tukaj kar označil. In seveda podobna situacija se nam dela tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Zdaj, enourni časovni interval, tukaj ta indikator ne kaže nekih posebnosti. Seveda, tudi tukaj možnost dvojnega vrha. Bomo videli,
če se bo tole dejansko izteklo. Zaenkrat, ponavljam, je to samo špekulacija. Meja na 2300, ki jo bo treba spremljati. Trenutno je trg kar malo neodločen, kar se tiče enournega časovnega intervala. Kot vidimo, tukaj smo na čisti sredini. Je pa zanimiv RSI. Tudi tukaj imamo dno, nižje dno. Kar se tiče RSI-ja. In pa dno in pa višje dno. Kar bi seveda lahko namigovalo na odboj. Ampak se bodo morali pojaviti biki in seveda narediti višji vrh od tega. Kaj imamo? 2361, torej višje od tega, ga gremo testirati kot podporo in potem odboj in seveda rast naprej gor. Tako da imamo zdaj bikovski in pa medvedji scenarij. Bomo videli, kateri se bo zdaj izvršil. Ima pa tudi Ethereum medvedjo divergenco. Zdaj, ta medvedja divergenca se lahko še vedno nadaljuje, lahko dobimo še tretji udarec. Vrh, višji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj imamo pa vrh in pa očiten nižji vrh. To zdaj se lahko izvaja tudi vse do jutri, tako da bo treba počakati, kaj se bo dejansko zdaj izvršilo in kako bomo šli naprej in seveda tudi skladno s tem prilagoditi naše plane. No, tako. To bi bilo tudi vse za danes. Jaz upam, da vam je bilo všeč. Če se mi želite pridružiti v živo, pa tudi pokomentirati v živo z mano, dati morda kakšen predlog za kakšno kriptovaluto, ki vam je še posebej všeč, se mi lahko pridružite na Patreonu, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju. In pa seveda, če spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega live-a. Seveda se priporočam tudi za kakšen všeček, to zelo pomaga algoritmu. In pa tudi komentirajte spodaj, kaj si vi mislite, kar se tiče trenutne situacije. Bomo mi zdaj dobili preobrat in morda šli pobirati likvidnosti, ki so spodaj. Kar komentirajte, pa razvijemo eno debato. No, jaz vam tako želim še en lep dan naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.